Med svetovnimi voditelji, ki so se okužili s COVID-19, se je prejšnji teden znašel velik nasprotnik mask, zdravega razuma in Mehičanov. Nihče drug kot Donald Trump. Ameriški predsednik je zbolel le dan zatem, ko je javno napovedal konec epidemije. Kar je približno tako, ko bi človek nehal kaditi, pa bi si pa naslednji dan prižgal cigaro. Dajmo si pogledati, kako je Trumpova okužba odmevala v strokovni javnosti. Strokovnjaki okužbo 74-letnega Trumpa že ocenjujejo kot najresnejšo zdravstveno grožnjo ameriškemu predsedniku v zadnjih desetletjih, tako zaradi starosti kot debelosti. Okej, star je res, to moramo priznati, ampak reči človeku debel, medtem ko je povprečen ameriški državljan videti takole? Mogoče Trump res debel v Sloveniji, kjer imamo predsednika, ki izgleda tako. Ampak Trump ima za ameriške razmere postavil modela za spodnje gate. Očitno je oceno debelosti podal nekdo iz tujine, ki Trumpa ne prenaša najboljš. Jaz sumim Melanijo. Čeprav ameriški predsednik veliko potuje, pa naj bi se okužil doma. Na novi koronavirus je bila pozitivno testirana 31-letna nekdanja manekenka Hope Hicks, svetovalka v Beli hiši, ki je Trumpa med drugim spremljala tudi na torkovem televizijskem soočenju v Clevelandu. Uradno ni znano, v kakšnih odnosih sta bila gospod Trump in gospodična Hicks. Me pa res zanima, kako je sprejel, ko mu je sporočila, da je test pozitiven. It's positive. I think it's great. You're gonna have a great baby. Probably the best baby in the world. What? COVID positive? Well, I'm not surprised. I'm a very positive person. My positivity is very positive. Samo ugibam, ne vem, ugibam. Hvala. Hvala lepa. Sem vadil celo noč. Tako kot lahko samo ugibamo, kako je virus dobila še Melania. Dajmo samo upati, da ne v trojčku s Hope Hicks in Trumpom, sicer bo Trump garantirano zmagal še ene volitve. Mogoče se volivci res ne strinjajo z njegovo politiko, toda vsa moška populacija bi se strinjala, da je car. Trump se je sicer državljanom oglasil že med zdravljenjem. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it. Ja, tisti, ki bereš knjige, tisti ni prava šola. Moraš sam doživeti. Tudi zdravniki ne morejo sam brati o poškodbah. Come on. Naj sami prižgajo petardo, pa ne jo držijo v rok. To je prava šola. Ne vem, kaj me bolj preseneča. To, da je vsevedni Trump priznal, da se je nekaj naučil, ali to, da ni upošteval svojih lastnih nasvetov in si vbrizgal razkužilo. Za razkužilom ali brez, zdravljenje je bilo uspešno, saj se je že čez 3 dni vrnil v Belo hišo. Po pristanku s helikopterjem je stopil na stopnice južnega pročelja Bele hiše, snel masko in naznanil svetu, da se počuti dobro. Nato je brez maske vstopil v poslopje, kjer so bili uslužbenci prav tako brez mask. Kaj hočemo? On je pač hodil v pravo šolo in odločil se je, da bo izšolil še svoje osebje. Neubogljive naj bi kaznoval, Hope Hicks in Melanijo morda celo našeškal. Glede na ekspresno ozdravitev Trumpa nas seveda zanima, s čim so ga zdravili. Ameriškega predsednika zdaj zdravijo z dexametazonom, ki ga prejemajo bolniki s hudo obliko COVID-19, z remdesivirjem, ki krajša čas trajanja simptomov, poleg tega pa še s poskusnim zdravilom Regeneron, koktajlom proti teles, ki v ZDA sicer še ni odobren. Regeneron. Kot predsednik države si pač deležen posebnega tretmaja. To pomeni, da lahko včasih preizkusiš kemikalije, ki še sploh niso odobrene. Če si predsednik ZDA, jih preizkusiš na sebi, če si predsednik Rusije, pa na političnih nasprotnikih. Trump je torej nazaj in že pridno dela to, kar dela najrajš. Tvita! Na koga me že to spominja? Nek deja vu sem bil. Kakorkoli že, Donald Trump znova dokazuje, da mu niti bolezen ne prepreči, da bi opravljal svoje delo. Razen mogoče revma, ker ne moreš tvitati. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.